Tehnični pravilnik bi morali na občinskem svetu obravnavati že leta 2018, a se to ni zgodilo, čeprav je odbor za komunalo podal pozitivno mnenje, pojasnjuje župan Franc Vovk. Zato je občina to področje doslej urejala še po pravilniku iz leta 2008. Gre za to, da se s tem pravilnikom predpišejo ustrezni materijali za gradnjo kanalizacijskih sistemov in konec koncev tudi način vgradnje. Pri nas pa je zaradi tega, ker je ta pravilnik zastarel, prišlo do nekaterih težav pri gradnji kanalizacije, ki so jo izvajali sočasno s Suhokranjskim vodovodom. Vgrajena kanalizacija je posledično nekakovostna in iz neustreznih materialov, dodaja. Govorimo o kanalizaciji, najbolj kritično je Selišče, potem Dolne Sušice, Grič Poturen in pa Loška vas. Komunala Novo mesto je namreč na osnovi moje prošnje pregledala te sisteme s kamero, pri čemer so se pokazale vse tehnične napake pri gradnji kanalizacijskih sistemov, kot so netesnost, nepravilna izvedba priključkov in jaškov. Sistemi sicer še ne delujejo, je pa vprašanje, kako odpraviti že zaznane nepravilnosti. Kot poudarja Vovk, bodo to dorekli z izvajalcem in nadzornikom. Glede na to, da je bila občina investitor, bo zagotovo zahtevala od izvajalcev sanacijo obstoječega stanja, ker v takšnem stanju, kot je kanalizacija, ne more obratovati, ko se bo priključila na obratovanje. Za bodoče je pa to, bi rekel, olajšava za projektante, ker točno iz tega pravilnika vidijo, kako se zadeva mora projektirati. Takšne težave se sicer pojavljajo pri gradnji kanalizacije tudi v drugih občinah, dodaja Kekec. Žal nepravilnosti lahko odkrijejo šele, ko se s kamero spustijo v globino. Rešitev je zagotovo striktna, stroga kontrola izvajalcev na terenu in opravljen kvaliteten gradbeni nadzor. Sprejem tehničnega pravilnika, poudarja, je pomemben tako za občino kot komunalo, sicer upravljavko sistemov.